Reprezentančni premor je končan, spet je bil čas za klubske tekmovalne obveznosti. Ob vračanju v ligaški ritem je imel tokrat strokovni štab nekaj težav pri sestavi moštva. Agim Ibrahimi po predčasni vrnitvi iz reprezentančne akcije zaradi poškodbe ahilove tetive še ni bil nared za nastop. Željko Filipović po prihodu iz Litve čuti bolečine v predelu hrbta in je prav tako moral ostati doma. Marko Šuler pa ob lažji poškodbi stegenske mišice vadi po posebnem programu. Toda nič ni vplivalo na izvedbo in še tretjo zmago v tretji tekmi v letošnji sezoni proti nogometašem Gorice, ki so bili vmes tekmeci tudi v boju za superpokal. Hitrejšo odločitev dvoboja je preprečila prečka. Mendy je poskrbel za napovednik učinkovite predstave, ko je vse storil v velikem slogu, žogi pa je pot v mrežo preprečil okvir gola. Goričani so potrdili, da so ekipa, ki ima premalo točk glede na zmožnosti in na prikazan. Priložnost za skok na lestvici je prvi iskal Henty, a mu je ob zaključku manjkalo natančnosti. Ob novem goriškem poskusu je zapretil še Đuzdanović, ki je žogo poslal čez gol. Potem pa začetek konca goriških upov. Naslednja akcija je že pomenila prvi korak do uresničitve namena vijoličastih. Žoga se je vse bolj selila pred nasprotnikov gol in še pred odmorom končala na želenem mestu. Uvodni del je opravil Stojanović s spretnim prodorom in s podajo v kazenski prostor. Sledil pa je prav tako spreten odziv Zahovića, ki je ob soočenju dvignil žogo čez vratarja Simčiča in jo usmeril v mrežo. Za vodstvo za gol številka 6 v državnem prvenstvu. Seveda so pomembno to, da zabijam gola, pomembno to, da igram dobro, da pomagam ekipi in da odbeležimo zmage. Mislim, da to, da smo zabili na koncu prvega polčasa, je to vedno super, kajti takrat mora biti koncentracija na najvišjem nivoju. Potem pa je nasprotnik v drugem polčasu padel kondicijsko in mi smo to izkoristili, lahko bi zabili še par, ampak dobro, smo zadovoljni. Gol pred odhodom v slačilnico je nakazal razplet. Po vrnitvi na igrišče so sledili še zadnji poskusi gostiteljev, a brez konkretnejšega učinka. Prosti strel je omogočil domačim nogometašem prvi poskus v nadaljevanju tekme. Đuzdanović je zadel obrambni zid, žoga se odbila do Hentyja, ki jo je nato usmeril v Handanovića. Po hitrem prodoru Arčona pa ni bilo resnejše nevarnosti, žoga je ob njegovem udarcu zletela daleč od gola. In ob naslednji akciji na drugi strani povišanje vodstva. Z istim strelcem, ki je tokrat premagal vratarja z udarcem z glavo. Luka Zahović je v slogu rutiniranega strelca po imenitni podaji prvega asistenta prvenstva Mitje Vilerja zadel za potrditev statusa prvega strelca lige. Pri obeh zadetkih, bom rekel, so situacije, katere si želimo, so situacije, katere delamo, enostavno gibanja, katera želimo, imamo, bom rekel, utečena in seveda Viler je že ogromno dokazal, da je izreden podajalec, Luka, da je rojen strelec, enostavno oba dva pa ne bi prišla do teh, bom rekel, prvih mest brez podpore ekipe. Gol za 0-2 je bil tudi gol za vstop v neizprosen ritem 8 tekem v 24 dnevih z novimi pomembnimi 3 točkami in za mirno končnico tekme, v kateri je šlo le še za enosmerni promet. Med zaključnimi poskusi se je med strelce skušal pisati še Santi, vendar je Simčič žogo ukrotil. Goriški vratar je ustavil tudi poskus Argusa. Prav v zadnjih minutah pa so domači nogometaši ostali z igralcem manj. Drugi rumeni karton in pod slačilnico si je predčasno prislužil Modolo zaradi prekrška nad dvakratnim strelcem. Možnosti za preobrat več ni bilo, ostalo je le vprašanje, ali bo zmaga izražena še z višjo razliko. Ob novi akciji mariborskega moštva je bil znova v vlogi podajalca z leve strani Viler. Salalihov pa je prvenec preprečil rojak Biton, ki ga je žoga zadela na poti proti golovi črti. Za 0-3 si je z atraktivnim poskusom prizadeval še Mejač, ni veliko manjkalo.
Toda nič ni spremenilo spoznanja o prepričljivi zmagi. Zadeve se kljub velikim evropskim izzivom postavljajo na svoje mesto tudi na domačem prizorišču. Na naslednji izziv pa ne bo treba dolgo čakati. Že v soboto smo znova v Ljudskem vrtu. Ob 20:05 bomo spremljali vedno zanimiv štajerski obračun. Na vrsti je dvoboj s Celjani. Držali smo se navodil, kolikor smo se zmenili pred tekmo. Vse nam je trener povedal, tudi na treningih smo vadili tako. Postavljajo se, kolikor oni igrajo ponavadi. Tako da eto, pokazali smo to, kar znamo. Igrali svoj nogomet in gremo naprej. Zdaj je začel napor sreda, sobota, tako da moramo se pripraviti, imamo dosti rezerv. Hvala Bogu, tako imamo 3 točke naprej. Sobota nas čaka nova tekma in gremo tekmo po tekmo.